Gospa Sanlejeva se je še naprej udobno zibala. Samo sodni dan bi bil mogel doseči, da se Ada Sanli ne bi več udobno gugala. Zmeraj si je znala tako udobno urediti. Sezula si je čevelj ali si odpela steznik, ali vzela malo kuhinjske sode, da je zatrla vetrove, ali popila skodelico čaja, ali malo sedla, ali malo pogledala v liste, dokler ni v kotličku zabrbotalo. Ada je bila debela, prijazna, zasanjana nemarnica. Včasih se je vsajala nad možem, večinoma pa je bila židane volje. V mladih letih je bila v službi pri dobri družini, kakor je zmeraj ponavljala. Bila je romantična, rada je gledala mlado luno in praznoverna, zato ni nikoli nosila nič zelenega, nikoli ni lezla pod lestvijo ali potresala soli, ne da bi si je malo vrgla čez levo ramo. Oboževala je dobre novele, zlasti take, pri katerih ga temnolasa, mirna ženska nazadnje dobi. Sanjala je o tem, da bo obogatela. Zmeraj se je udeleževala vseh nagradnih tekmovanj, zlasti verzifikatorskih, in se zanašala, da bo dobila kup denarja. Vendar so bili Adini verzi brezupni. Dostikrat je imela izvrstne ideje. V družini so jim rekli mamini možganski prebliski, da bi na primer v sobo dala nove tapete. Ali preoblekla zofo z lepim rožnato rdečim plišem, ali na novo emajlirala kopalno banjo, ali se preselila na deželo, ali odprla hotel ali trgovino s pozamenterijo, ali pa celo napisala povest. Prepričana je bila, da ima dar. Vendar nobena od Adinih idej nikoli ni obrodila sadu. Ada se nikoli ni daleč odmaknila od svojega gugalnika.